Zdravo, moje ime je Vanessa in dobrodošli nazaj na mojem kanalu. Danes vam bom pokazala, kako jaz pakiram, pač tips and tricks, ne, to se pač bolj kot ne, kako jaz pakiram. Sedim na podu v sestrini sobi, zato je zadaj svetlo in nič ni v zadju, ker je tu svetloba in ker imam tu kufer na podu, tako da ja. Torej, prvo, preden greš pakirat, si moraš pogledati, kako bo vreme tja, kam greš, zaradi tega, ker definitivno nočeš biti tista oseba, ki misli, da bo toplo in spakiraš samo tople stvari in ne vzameš nobene jakne in se potem izkaže, da bo dejansko mrzlo. Ko pogledaš, kako bo vreme, logično, da pakiraš v skladu z vremenom in pa probaš ne spakirati preveč. V mojem primeru grem jaz zdaj na kratko potovanje, ki bom v bistvu samo 2 dni, ali pa niti to ne v Turčiji. Tako da imam ta mali kufer, ki je v bistvu bolj kot ne carry-on kufer. Što ne vem, če ga bom imela sama, moče bom še dala Lukasove stvari noter, ampak močno dvomim, ker imam kar neki kupček tu. Gremo dalje. Jakne ne rabiš, načeloma ne rabiš spakirati v kufer, ker se vzame dosti prostora, ampak je fajn, če vzameš zraven na letalo. Tada to bom jaz naredila. Jaz vedno rada spakiram več gat, ko jih morem, zaradi tega, ker better safe than sorry. Pač vedno vzamem, recimo, da če grem za 2 dni, imam 4 gate, ker pač realno nikoli ne veš, lahko se tebi kaj zgodi, mislim tebi kaj zgodi, pač, you know, menstruacije, take stvari, lahko pride kakih nevšečnosti, lahko kdo pozabi gate, pač karkoli že se zgodi. Lahko pa ostaneš za več dni, kar je #1 reason, zakaj imaš gate zraven. Potem isto naredim z okni, teda jih vzamem tudi 4 pare približno zraven. Zraven spakiram tudi modrček, enega tak ali tak imam gor, enega imam zraven. Zraven spakiram tudi ta trakec, ki ga uporabljam za make-up, da daš vse lase nazaj in da ti ne odpadejo, ker pač jaz zdaj s tem ne grem več nikamor, ker obožujem to. Potem pa glede oblačil. Bilo kam greš, če ni res nekaj, da je neki dogodek, tako jaz grem za v bistvu na poroko, si vzameš čim bolj simple stvari. Vzela si bom tudi hlače, ki so s Pull&Beara in so take bolj trousers, se temu reče, ko so take bolj flowy. In jaz sem tudi hlače prav kot prav ful rada. Drugo so črne in grejo z vsem. Imam pa zraven še 3 majice, ki so zdaj ful zmučkane, zaradi tega, ker so direkt s pranja in jih moram še mami speglati. To je prva, ki sem jih kupila na Berški, ki sem se kazala pred kratkim. Stala je 5 €, je z Berške. Potem tudi ta majica, čist bela in je iz H&M-a, pa na V-neck je. In potem še zadnjo majico. Večino imam zraven take slogan majice ali pa navadno majico, zaradi tega, ker to dejansko lahko kombiniraš z črnimi hlačami in dejansko vsak dan izgledaš drugače. In pa ta Snacks and Naps, ki je tudi z Berške. To sem jaz zraven vzela, ker je full simple, v bistvu greš neko drugo državo, tako dobena vidi. Poleg tega lahko narediš par cool fotk z samo tem outfitom, ne rabi vsak dan slikati različne outfite. Drugače pa lahko ima zraven še obleke, tako je to, tako sem vam jo kazala v holo pred kratkim. Pač ful se da skupaj zložiti, te obleke so ful fajn, ko so take bolj na športni način obleke, ker jih lahko vzameš več zraven, pa lahko imaš različne outfite, pa zraven še lahko imaš jeans jakno in zgleda ful vrejo in imaš lahko cool Instagram fotke. Potem pa seveda ne pozabiti zaspati, kar se meni že zgodilo. Majico iz H&M-a, ki je bila, mislim, iz moškega oddelka in je luna in piše spodaj Only passing through, ker je ful luškana, pa luna je gor in jaz to obožujem. In jaz ponavadi spim, kje drugje spim samo v majici, pa v gatah, doma pa včasih. To je to za oblačila. Gremo na druge potrebščine, ki jih rabiš zraven. Malo mi je proče. Logično vzamem zraven toaletno torbico. To je moja potovalna toaletna torbica in kmalu bom tudi naredila, mislim, sem že posnela video, ampak bo objavljen čez 2 tedna, pač 2 tedna potem, ko gledate ta video. Da lahko vidite, kaj jaz tu noc spakiram, zdaj trenutno je prazno, ampak boste videli. V kufer bom dala tudi eno torbico, ki je logično rumena, zdaj čase sem obsedena z rumeno barvo. Se opazi, ne? Ker mi pa še zraven k obleki, ki mi imela na poroko. Obleko bom mogoče vzela celo zraven na letalo, drugače pa
jo dam noter. Ja, dejansko eni moče to nabijo, ampak ti lahko tudi oblačila neseš, če so pač ona fina, recimo obleke pa to, ne rabiš dati v kufer, ampak lahko odneseš na letalo. Če kdo ne ve, samo toliko. Potem, zraven bom vzela, prvo kot prvo bom povedala, to ful nepotrebno, ampak zaradi tega, ker bo pač posebna priložnost, moram imeti te stvari. Likalnik in pa kodralnik. Ne vem, ali sem ravno kražala, poleg tega, če imam jaz mokre lase, pa pol jih kražam na brijo, zgleda, jih moram prej zravnati. Vidite, zato mislim, da ne oplaca še za Lukasa v kufru. Potem pa imam zraven še palete, ki ne grejo v toaletno torbico, ker so prevelike. To je prva paleta, ki je od Makeup Revolution in so highlighteri. Zdaj, tega jaz ne bi zraven jemala na normalno potovanje. Jaz na normalno potovanje vzamem minimalno make-upa, zaradi tega, ker pač na potovanjih jaz nimam toliko make-upa gor. Ampak, ko sem rekla, grem na poroko, pa tudi recimo, ko sem šla na Švedsko, sem imela palete zraven, ki je tudi bila poroka. Da se tako čuje, kot da hodim na potovanje samo za poroke. Zato imam zdaj to, drugače tega ne bi imela. Pa tudi zdaj ne vem, če bom imela, če bom najdala kakšen manjši highlighter, tega ne bom imela. Zdaj bom imela to Soft X paleto, ker pač meni je ful moje lepe barve. In pa še Contour paleto, se pravi 3 palete, popolnoma nepotrebno, ampak v mojem primeru je malo potrebno, ker je vseeno poroka in bi rada lepo zgledala, ne bi rada bila tam kot neka Julčika. So očala. Logično, da boš imela ena očala zraven, mislim, za mene logično, za vas ne vem. Bom imela zraven očala za na letalo, ampak je fajn, da spakiram še ena, ker kaj če se tista zlomijo, kaj če se kaj z njimi zgodi. Potem v tej posodici, ki so v bistvu prišle noter umetne trepalnice, imam verižico, pa uhane, pa še recimo drugi nakit, ki ga bom imela zraven, da ga ne zgubim in da je tu noter in da vem, kje je. Jaz ponovadi ne pakiram nekaj ful denarja v kovček, zaradi tega, ker nikoli ne veš, lahko se zgubi in potem lahko zgubiš denar in po mojem je to ful grozno, da vse dokumente pa vse se to govorila imam v carry-on. Video, kaj imam v carry-onu, oziroma kaj je v moji torbici, ko grem na potovanje, pride naslednji teden. Tako da boste tam videli, kaj so še druge stvari noter. Ampak to mislim, da je zaenkrat to. Vedno si spakiram še kopalke, zato ker nikoli ne veš. Mi smo enkrat šli z gimnastiko na neko tekmo v neki hotel in nismo vedeli, da bo tam bazen. In so imela vada nekopalek in potem smo se kopale v dresih. Nikoli ne veš, ali bo tvoj hotel, mislim, če ga ti rezerviraš, boš verjetno vedel, ampak ne. Drugače pa lahko je kje blizu, tako da nikoli ne veš. Naslednji teden, vsaj naslednja 2 tedna, pridejo še drugi videi glede potovanja. Če pa imate kakšne vprašanja, mi jih lahko napišete spodaj, ali pa bom dala spodaj v povezavo link, kjer imam, da ste lahko anonimni, če ne upate kaj tak vprašati. Pa tudi, ko zdaj kmalu bomo z Lukasom snemala Q&A, teda če imate vprašanja, lahko jih mi napišete na Instagram ali pa na tisti link spodaj. Če ste novi, se naročite, lajkajte, delite in pa se vidimo naslednji teden v vlogu in pa potem v novem videu.